kratkim smo lahko prebrali, da se bodo zvišale plače funkcionarjev v Sloveniji. Podpirate to idejo? Absolutno, zato ker so mnoga leta že zaostajali in plače funkcionarjev so vsaj zadnjih 5 let sramotne. Podpiram. Zakaj? Zaradi tega, ker upam, da bo prišla na ta mesta, da bodo prišli ljudje, ki zdaj morda zaradi plač nočejo priti, pa vedno slabše prihajajo. Poglejte, vsak bi moral biti plačan glede na to, kaj dela, in dejstvo je, da so ti funkcionarji ponavadi najbolj izpostavljeni. Po drugi strani imamo pa ljudi, ki so na nekih agencijah, ki imajo nekajkrat više plače, pa jih nihče ne opazi, ker so skriti kot tartufi, tako da mislim, da je prav, da se to uredi glede na to, kaj vlagajo in kaj naredijo. Ne. Zakaj? Zato, ker manj ostane za tiste, ki delajo, pa nekaj producirajo. Jaz sem moje mnenje že povedala parkrat. Jaz menim, da imajo funkcionarji v Sloveniji premajhne plače, pa vem, da me bodo zdaj za to ljudje popljuvali, pa bom tudi argumentirala, zakaj. Zato, ker če si, zdaj govorimo o poslancih, ko sem bila sama poslanka, če si poslanec, nisi v službi 8 ur, pa ne čekira se od 7 do 3, pa ne delaš od 7 do 3, ampak delaš 24 ur od ponedeljka do nedelje. Non-stop med prazniki in med vsemi drugimi stvarmi, in to je zelo res. Vsaj tisti poslanci, ki zares delajo, in sama sem bila med njimi. In nikoli ne bom pozabila, ko sem bila v Franciji, v francoskem parlamentu na obisku, kjer so me vprašali, kakšna je moja plača. Moja plača je bila takrat 2500 evrov neto in sem tudi to povedala, in potem mi je poslanka iz Francije rekla, imate pa male plače, mi imamo okrog 8000 neto, pa sem rekla, ok, super. No, potem pa še me je bilo bolj sram, ko me je vprašala, kakšno plačo pa ima naš predsednik vlade, ki je imel takrat, mislim, da 3500 neto. In resnično me je bilo sram, zato ker seveda Francozi imajo krat 4, krat 5. In jaz menim, da je prav, da se te plače uskladijo. Vendar pa seveda ob tem ne smemo pozabiti tudi na tiste, ki so slabše plačani, in verjamem, da tisti, ki so slabše plačani, pač dosti težje skozi mesec gredo. Bi tudi podprli idejo, da se zvišajo sejnine za občinske svetnice in svetnike? Tudi to, če samo računamo, kdaj so bile sejnine nazadnje dvignjene, ne pomnim pa vso inflacijo, ki je vmes dodobra odrezala vrednost tem sejninam prav tako. Mi smo se jih popravili, ne popravili tisto, kar bi nam mogel izplačevati, pa s tem bomo živeli sedaj. Poglejte, jaz sem s tem zadovoljen, nisem tukaj za sejnine in jaz mislim, da je to čisto zadošča, res pa da je dosti težje, če si sam v svetniški skupini, kot če je pa več. Sejnine, če bi se zvišalo, to bi pomenilo mogoče 15 ali 20 evrov več. Tako da zaradi neke te lastne koristi zdaj ne vidim smisla, da bi potem vsi drugi bili na slabšem. Da, naša sejnina v tem trenutku je 200 evrov ali nekaj takega. Zdaj jaz gradiva berem in zelo dosti časa posvetim temu, da ga berem, tudi razpravljam na sejah, se posvetujem z drugimi o stvareh in ogromno mojega prostega časa pravzaprav dam v to delo v mestnem svetu. Res je, da sem se sama odločila in kandidirala, vendar je tudi res, da bi bilo korektno, da smo svetniki plačani po tem, kar delamo. In jaz delam. Res pa je tudi, da v tem mestnem svetu nas je 5-6 takšnih, ki res delamo. Koliko znaša sejnina, ki jo prejmete, in kako jo porabite? Koliko znaša, mislim, da je, torej neto bom povedal, ker niti ne vem, koliko je bruto, 225 evrov, nekaj takega. Kako jo porabim, to pa je moj problem. Jaz vsi dobimo približno vsi enako, okrog 300 evrov, od tega država takoj vzame 100 evrov, tako da 200 evrov. Kako pa porabite ta denar? Pojma nimam, takoj gre. Sejnina znaša dobrih 200 evrov neto, porabim jo pa skupaj z vsem ostalim, kar pridelam, tako da ne gre za neke posebne namene. 200 evrov, za šolnino jo v glavnem porabim, glasbene šoli. Bi si mariborski župan zaslužil višjo plačo? Poglejte, glede na funkcijo, glede na delo, ki ga opravlja, glede na odgovornost, zagotovo da. To pa, da z nekaterimi njegovimi potezami nismo zadovoljni, je pa druga zgodba, kar bi morali rešiti na volitvah, ampak očitno nismo. Ne. Zakaj ne? Zato, ker slabo dela. Pač nasploh ne podpiram, zato ker vedno težje je
navadnemu človeku, tako da O aktualnem mariborskem županu in njegovi višji plači bom jaz molčala.